to je. Zaista nemamo ono more. G. Steady Dijkman. Depca. Mutska trans.
Triganje. Siliranje. Prostora, pa se res moraš malo vprašati. Pol se pa res moraš malo vprašati. Sploh še greš delati v merilo en, ko dobiš enkrat več stvari na Kolhanu. Zaselke narediš pa eno veliko tovorno postajo. Jaz upam, da bomo kdaj prišli do Frankfurta, da se bomo gledali tisto maketo. Verjetno da s avtom. To gre za 3 dni, to ni da greš to, glede na mojo hitrost bi 2 dni samo vodo gledal, ne. Sem pa gledal tam en hotel ob cesti je, piše svojim parkirnim prostorom, pa gledam, tako da bi tu noter zapeljal, veš, hotel. Ja, ok, in zgradba poleg zgradbe v centru mesta in kje zdaj bom jaz parkiral. So pa meni napisano, da ima podzemno, ima nareto, da javiš, da prije s avtom, da poveš registrsko, da te oni čakajo tam, da te spustijo noter. Ampak je pa res, nikjer ni za videti, kje bi kaj, da bi lahko noter prišel, da bi parkiral, da bi... Vsem tam imaš potem tam, ne vem, 50 metrov ali koliko je tramvajske postaje. In to je hotel v sklopu tega, da kupiš, da dobiš prenočišče tam pri njih
karto, vstopnico dobiš za to razstavo, pa mislim, da imaš prevoz enkrat plačan. V glavnem, kar vredo je bilo, mislim. Je bilo kar vredo, tako da, če gledaš, da imaš vse organizirano, ne? Ja. Ker imajo tudi tam te razstavišče, kako bi rekel, tudi tam imajo link spodaj, pa si lahko preko njih rezerviraš hotel, ne? Ja. Tako da mora imeti kar močno. A veš, da pride ljudje, se pa s celega sveta hodijo to gledati. To ni mala stvar, ne? Zadeva je, do tega hotela, kaj ima sicer tramvaj pa avtobus, do tega zdaj pač kaj želiš. En je imajo pa vsi organiziran parkirni prostor, če ne pri hotelu, pa tam nekje imajo svoj hoteli, svoj prostor, da ga tam parkiraš lahko avto, ne? Pač plačaš nisi parkirni prostor, ampak dobro, vse to tudi ni taka vsota, da bi zdaj v komu padel zaradi tega, ne. Ja, prav, vse pravim. Dograjujejo, vedno obnavljajo neke tote makete, podaljšujejo vedno nekaj, ne. Tako da je. Ne, saj so, kaj se tega tiče. Je res, da sta kupila tu prostor v tej stari tovarni, pa sta pa začela. Res sta imela jajce, da se to spustila, ker to ni. Ampak glede na to, da je ogromno ljubiteljev železnic in če je znano, ti bojo prišli iz celega sveta prihiti tja pogledati to, ne. To je na YouTube imaš ne vem koliko teh videov, pa tudi svojo televizijo imajo, da predstavlja, ne. Ampak eno je, ko ti gledaš tak, drugo pa, ko si dejansko tam stojiš pred tistim, ne. Mislim, da imaš 40 metrov, jaz mislim, da ima 50. Celo pot. Sicer ne vem, kak je z vlakom. Ker tam sem gledal sicer, ko je tista stran za vlake, imaš recimo stav Maribor Praga, ne. In imaš ponekod, imaš točno označen od tu do tu je ta vlak, potem je druge barve, naslednji vlak, ko prestopiš, ne. Imaš pa tak, moraš pomalo gledati, ker imaš ponekod 15-20 minut razlike pri odhodu, ne, da ko prideš, ponekod pa lahko čakaš tudi 4 ure ali pa 5, ne. Da gre vlak naprej,
najdaljše je bilo, se mi zdi, da 6 ur v Gracu. Z nočnim prevozom, kaj je po noči. Mislim, da še te po noči vse hitreje prišel, boš vraga. Boš vraga prišel. Pa res lepo napisano vse, od do, koliko cena, mislim, da je cena, ena je bila 180, ena je pa bila 275 na osebo, tako da 540 evrov, jebem ti, da tako bi rekel temu, ja, ampak to je 540 evrov, toliko benzina ti ne ponucaš, ne? Tako da glih zdaj nekak lahko da imajo kakve karte, tudi še druge, jaz sem pač tak gledal, isto redno linija Maribor Praga, ne? Ampak je bilo tam od 360 do 550 evrov za obojno, ne? Meni je to malo dosti, do Prage 550 povratno. Je res, da si komod v Mariboru greš gor na potem en vlak je, ko samo v Gracu prestopiš, pa te drugi pelje, potem to imaš enega, ko moraš še 2-3 krat prestapljati, tako da ne vem, mislim. To si sploh kaj premika še? Ne vem, tako. Vse koliko je mogoče, si misliš, da bi šel z vlakom do Prage, recimo, ker tam je res malo problem. Ampak po drugi strani pa, ko gledaš, da imaš 4 prestope, vožnja traja 12 ur, ponekod loviš na 15 minut, zastopiš v vlak, ne? Pa je že malo tak, ne? No je pač, vsak ima svoj pogled, ampak dok sem še tako, najrajše peljem s avtom do tja, ko pa da grem vlakom. Jeba kar. Ker je kar, se greš pa avtoceste, mislim. Gor od Mariboru greš na avtocesto, pa mačko do Prahi gor avtocesta, tako da druga je, ko sem se jaz vozil tam na Češko s kamionom po lokalni cesti. Tako da kar so neke muzejska vrednost, to bi to zdaj tako, da bi kdo v muzeju kakaj artefakt ukradel, zastopiš, ne? Vprašanje, če se sploh spomni, se mimo vozil, pa pravi, gledaj, en butler z bicikl tu pusto, ne? Je. Te rekel, to bo ostal, pa še travo lepo okoli njega kosijo. To je zanimivo, mislim, da ne bi kdo rekel, če ga vam predstavil, ker travo kosime, ne. Ne, boš ga kar lepo imel, ne.
prav neko turo, recimo, da gremo za mesec dni, ne, bi pa šel z vlakom. Rajši kot pa z avtodomom, ne. Čeprav z avtodomom imaš malo več svobode, ampak vseeno na vlaku se pelješ, si 2-3 dni v mesto, nisi, mislim, veš, pa greš pa. Nimaš parkiranja, imaš čisto prenočišče, se stuširaš, lahko vse normalno narediš. Te ponavadi, ta velika mesta, recimo tako je Treft, recimo na Nizozemskem, ko je znan po toti plavi posodi, plavi barvi na pločicah pa to. Res, da je to študentsko naselje danes, oziroma mesto, polno fakultet pa vsega, ampak 2 dni si sigurno imaš kaj zagledati okoli, ne. Tako se kje sedeš pa malo gledaš. Da ne govoriš o Amsterdamu, recimo, ali pa Rotterdamu, recimo, ko imaš po mojem 3 dni kaj za, če hočeš vse malo neki del videti, ne. To je isto kot Praga. V Pragu, če greš, ne boš šel za 3 dni, razen če se v vseh dneve vozi, da boš nekaj videl, ne. Ja bom šel malo tu, malo te, a veš, ono, ne vem. Ali pa Varšava, recimo, ne, Varšavo sem gledal 2-3 dni, pa imam dovolj Varšave. Mogoče ti, jaz, ko ne morem hoditi, meni je to drugi problem, ne. Nekdo, ko je mlad, pa leti, samo kaj imaš od tega, to je tako, ko hodim tiste gradove gledati na Bavarsko, recimo, ne, za avtobuse, 3 dni Bavarske, ogled gradov, ne, pa samo lečejo tam po gradovih, ne, pa so vezani na neki čas, pa daj mir. To not pa greš koliko za železniško postajo, ne? Lahko se z vlakom kdaj pripeljamo do Hodoša. Ali pa do Šalovcev, pa tu dostopimo. Če tu stojiš Šalovci, mislim, da ne boš ustojil. Da, ne, mislim, da zakaj ne bi tu stal? Ne vem. Če postaja. Že samo tu bolj za tovorni promet. Ja, kaj bojo pa tu v tovornem prometu razkladali? Ne vem, No, mislim, mi je bolj logično, da potniški tu stoji kot tovorniki. Hodoš, ja, razumem, tam je meja, se naklada, razklada, meddržavno, eno, drugo, okej, ampak tu pa, ne. To je pa ono, tista, ne. O Jezus na Marija, ko dobro pada. Jaz se že oknem pod polcali. Tole je pa še samo za rušiti. Bog je Bogno. Ne? Res. Ja, štoklje so nabrezli. No, ja. To pa je promet. Ja. Gužva. Kaj si ti hec? Gužva. Moreš verjeti, da je možno, da tu tako gužva. Še čakati moram, če hočem zaviti glavne ceste.